na trg Padurnik, pa boste mogoče pa v avtobusu kakšno informacijo jim predali naprej. Za začetek vam predstavljam našega župana, gospoda Matjaža Antončiča, tako da bo on najprej par besed, potem bom jaz nekaj o našem javnem zavodu in potem pa še kolega Miha predstavil njegovo dejavnost. Hvala lepa, en lep dober dan in dobrodošli v naši čudoviti Loški dolini. Kolikor mogoče zgleda majhna, ima slabih 167 kvadratnih kilometrov. Deli se na Loško polje, Babno polje, recimo za Babno polje ste že slišali, Slovenska Sibirija in nekateri rečejo, čeprav zdaj se že neki z Loškim potokom tepejo, kdo je hladnejši. Pa tudi Bločene, če v neki prste imajo, Bločene imajo nekaj, damo še. Tako da, zakaj ste tukaj? Mi imamo dva izvira obrha, en je mali obrh, en je veliki. Veliki izvira tukaj naprej malo v Vrhniki, mali v Kozarčah. Pol se pa skupaj izliva ta oziroma ponikne ta v Golobini in pol nadaljuje voda pot v Cerkniščico oziroma v Cerkniško jezero in naprej proti Ljubljani. V Loški dolini imamo poleg lepe narave, po mojem, tudi dobre ljudi. Imamo tudi javni zavod s Zdenkotom na čelu, imamo grad Snežnik, imamo ogromno nekih ostalih zadev, tako da, če ste kdaj vzeli čas bolj za podrobno raziskati, mislim, da imamo tudi Zdenko v javnem zavodu oziroma v Ticu lahko tudi svetovali, tako da, kar se mene tiče, vedno dobrodošli, pa vam želim tudi en tak zelo lep in zanimiv preostanek dneva še naprej. Hvala. Hvala lepa, župan. Zdaj pa še z moje strani, jaz sem Zdenko Truden, direktor javnega zavoda Snežnik, občinskega zavoda. Zavod je bil ustanovljen leta 2007 z namenom upravljanja z gradom Snežnik. Žal so se takrat občinski načrti oziroma vizija in pa načrti Ministrstva za kulturo nekako razšli in z gradom sedaj upravlja Narodni muzej. Mi, zavod, pa smo se pač preusmerili v ohranjanje in varovanje naravne kulturne dediščine, spodbujanje in razvoj turizma, razvijamo oziroma prireditve, pripravljamo na področju turizma, kulture, imamo od leta 2015 tudi medgeneracijski center, tako da skrbimo v Loški dolini tudi za to medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. V javnem zavodu smo zaposleni trije, poleg mene še tri osebe, dve na turistično-informacijskem centru, ki, kot sem že rekel, prevzema največji del prireditev in vseh ostalih aktivnosti na področju kulture in turizma in pa še ena zaposlena v medgeneracijskem centru. Glavni produkt v našem zavodu je opazovanje medveda. To je ena čudovita izkušnja, ena čudovita zadeva, katero priporočam vsem, da se jo privoščite. Čeprav vsak je nekje videl medveda, saj sem ga videl tam, pa ga je on tam videl, pa tam videl, ampak ta kompleten produkt od predstavitve, od vodenja, od opazovanja sledi in potem samega opazovanja pa je res nekaj takega nepozabnega. Je pa res, moram pa reči, da je pa glavnina, velika večina naših obiskovalcev tujcev. Na kratko toliko, jaz se moram upravičiti, ker pač ne bom z vami cel dan, oziroma bom bolj kratko. Predvsem pa to, ker jutri imamo en velik pohod po Loški dolini, 22 in 11 km in če kdo nima od vas jutri kaj delati, lepo dobrodošli in vabljeni med 8 in 9 uro v Loš pred Kovinoplastiko, tam je štart. Glede na vreme, kakršno je bilo, smo morali vse pripravljalne aktivnosti prestaviti na današnji dan. Še tisto, kar smo naredili, nam je prevrnilo, ne bom rekel, jih polomilo, tako da smo šli zjutraj pred 7 in krog narediti in moramo praktično danes vse popraviti. V glavnem, jaz vam želim en lep dan, prepričan sem, da se boste fajn imeli in pa tisti, ki še ne poznate, boste pa spoznali ene lepe kraje, tako v Loški dolini, kot v kompletnem porečju Ljubljanice. Toliko in pa Miha, tebi predajam besedo. No, jaz sem pa Miha Mlakar.
iz gostišča Mlakar, ki smo pred leti kot neko dodatno ponudbo tudi uvedli opazovanje medveda. In to opazovanje je zelo glavna ponudba. No, pa bom jaz noter predstavil malo več o tem, tako da ste kar vabljeni za menoj. Če rabite kdo vc ali kakšno kavico, je vse na voljo, pa kar stopite za mano. Tudi meni je super. Pa dajte no, če ste tako dobro, lahko tako še začnete. Pridite poslušati. Se mi ne tako rej. To je v Youth Hostlu Ars Viva. Moje ime je Tjaša Intihar. Jaz sem tukaj, da skrbim za hostel. Tako da lepo, da ste nas prišli pozdraviti, pogledati. Zdaj pa tudi fajn, da slišite, kaj mi delamo pa kako delujemo. Youth Hostel Ars Viva, to ne bi bil tudi mladinski hostel, ker želimo biti dostopni vsem starostim. Ars Viva pomeni umetnost v gibanju, zato ker je naše delovanje tudi prepleteno z umetnostjo. Ena izmed posebnosti je pa tudi to, da imamo mi skoraj večino sob prilagojene za invalide. Se pravi, da smo dostopni, da so dostopne kopalnice, dostopni prostori, tako da kar se tiče največ, mi delujemo na dostopnosti. Trenutno smo na parkirišču, se pravi, imamo tudi svojo električno polnilnico, imamo tudi invalidska parkirišča, se pravi, vse imamo tako bolj na komfort narejeno, a ne da se gosti lahko tudi lepo gibljajo, da imamo tudi svoje notranje dvorišče. Pa tako da samo malo pokažem, kaj imamo. Na vaši desni strani imamo dvorano, spodnjo pritličje je dvorana, ki si jo bomo šli tudi pogledati. Notri imamo kakšna izobraževanja ali pa imamo kakšne seminarje, prireditve, pa tudi kakšna zabava se zgodi, a ne, tudi zabavamo se mi radi tukaj. Nad dvorano je apartma, ki sprejme 14 oseb, od tega lahko je spet 7 oseb gibalno oviranih, gor imamo pa še dormi ležišča. Čist na desni, tamle je še v nastajanju in bo izobraževalna kuhinja, se pravi, da bomo se mi izobraževali, kako iz narave, iz želišč, skuhamo neko dobro kulinariko ali kakšne čaje pripravljamo, vse, kar je povezano z naravo, ampak to je zdaj... Izpod leska predvsem, a ne? Ja, ta je zelo uporaben, vse posod, ja. Pa šipek, pa tingiram, pa take zadeve. Tako, zdaj, to je tale del, no. Tudi imamo amfiteater. Amfiteater sprejme 800 oseb, uporabljamo ga, recimo sem pridejo tudi kakšne godbe, imajo pripravljalne intenzivne vaje. Letos smo imeli tudi 4 koncerte v lastni režiji, imeli smo Klapo more, Nušo Derendo, Prifarske muzikante, pa San Diego, tako da je za vsako zvrst eno. Eden izmed teh koncertov je Nuša Derenda, smo jo naredili kot dobrodelno. Se pravi, da smo ves denar namenili občini Ljubno ob Savinji, da so si malo pomogli po poplavah. Na levi je pa naš hostel Ars Viva. Ars Viva je tako, da v Prtičju si bomo šli ogledati, imamo kot galerijo pa kot recepcijo. Prvo nadstropje in drugo nadstropje in tretje nadstropje imamo pa vse sobe. Ampak o hostlu bom jaz več povedala, ko bomo mi noter, a ne. Želimo tudi to, da smo čim bolj napredni, čim bolj digitalizirani. Zato tudi recimo, pa bom tako začela, zakaj smo sploh dostopni gibalno oviranim, ker je naš lastnik Benjamin Žnidaršič. On, ne vem, če ga poznate, on je tetraplegik in on tudi rabi dostopnost, da lahko gre kamorkoli on tukaj zraven stanuje, zato je pa tudi smo bolj specifični, da smo eden izmed redkih hostlov oziroma nastanitve, ki to omogočajo. Zato imamo, ker je on tudi to posest podedval od očeta, a ne, tukaj je bila včasih kmečka posest, noter boste videli tudi žago, je vse bolj v domačem stilu. Benjamin je tudi akademski slikar z usti, ko z rokami ne more, ker je pač overen, a ne. In zaradi tega imamo tudi veliko slikarskih delavnic, imamo tudi delavnico gline, kulinarične delavnice, tako da se nam skozi nekaj dogaja. Želimo pa take
zdrave skupine, se pravi zdrave, ki imajo pozitivno razmišljanje, da razmišljajo naprej, da se jim izkušniki dogajajo v življenju. A ne? Pa jaz bi predlagala, da gremo najprej pogledati dvorano, pa apartma, pa hostel, a še to sem hotela imeti, no? Ampak naš lastnik je tudi zelo inovativen in podjeten, ne? Ampak je pač gibalno oviran in zato smo šli letos tudi en korak naprej, da smo ustvarili spletno recepcijo. Se pravi, da mi v popoldanskem času nimamo nobenega tukaj, se pravi, vse je zautomatizirano, vse rezervacije, gostje dostopajo do ključev, kako deluje, bom še povedala v hostlu, tako da ne zapravljamo dela tam, ki ga ni treba. In se raj posvetimo ljudem ali pa kakšnih delavnicah. Okay? Pa gremo, mi se vam tudi malo žgala nek naš star video. Zakaj sem vam starega žgala? Da vidite, recimo, koliko tudi iz leta v leto napredujemo. Ker če ste pa šli na novo, veste, to je pač tako. Zdaj smo v naši dvorani. Dvorana sprejme do 70 oseb. Na voljo imajo vse stole, mize, polno multimedijsko opremo, se pravi pametna televizija, projektor. Tu je še ostanek, eden izmed ostankov Žnidaršičeve domačije, in tukaj se je pa vse začelo. Stebri so bili tudi narejeni na delavnicah, ki se tukaj izvajajo. Dosti slik, ki boste videli po celem hostlu, mnoge so bile ustvarjene tukaj. Če pa želite videti, kako naša slika zusi, pa sem gledajte levi pa desni kot, kjer je napisan Beno, tisto je njegova slika, ampak se mi zdi, da tukaj jih ni. Imamo pa trenutno v galeriji razstavljene vse, ne vse, ampak trenutno so njegove slike noter, pa boste videli, kako ustvarjajo akademski slikarji zusi. Ampak dajte me tudi kaj vprašati, ker meni je tako lažje, ker vem, kaj vas zanima, kaj želite slišati. Našo recepcijo mi uporabljamo tudi kot ptic. Pri pticu imamo tak način, da nismo osredotočeni samo na Loško dolino. Zakaj? Ker mi, sploh kdor dela v turizmu, mora vedeti, recimo, vi ste, kje ste, z Vrhnike ste štartali, ne? Se pravi, mora poznati Vrhniko, vi imate planino, ko hodite gor, Horjul, kaj se tam... Ne more zdaj. Da so bila vrata odprta, ampak zdaj avtomatsko, ko se zapre, je zaklene, tako da je pametno. Kar stopite noter. Ne vem, če lahko greš. Če ne gre. Pridejo noter, a vidite, gredo tjale za vratmi in tukaj je pametna omarica. Isto kodo, ko so jo oni dobili, vtipkajo še enkrat in se jim odpre ključ od sobe. Vzamejo ključ od sobe in ga pol imajo. Kar stopite noter, da bodo še vsi ostali videli, pa pejte smo odpre. Gram za želodec. Smo zamenjali za očenos. Situacija na Notranjskem je taka, zdaj, kad ste opazili, to ni vinorodni okoliš, ampak vam povem, žganice so pa dobre, kad ste v Bogu, tako da... Čije se je tale? Gospa, ne vem, vem pa, da so visoke voltaže. Park zdaj deluje, živi. Srce zavarovanega območja, to vsi veste, je Cerkniško jezero. Cerkniško jezero je globalno pomembno območje z vidika varstva nekaterih vrst, posebej ptic. Tukaj so biologi našteli 300 vrst ptic in gre za res globalno pomembno območje ob selitvi ptic proti jugu. Drugi simbol v samem parku je, mnogi poznate, Rakov Škocjan, Motorna dolina, ki nas na najlepši možen način uči, kaj pravzaprav na Krasu pomeni ta čas in voda. Potem so pa še ostale zadeve, zagotovo prostrani gozdovi. Mi smo že slišali za medveda v Loški dolini, ampak to je tudi osrednje območje življenja ostalih dveh velikih zveri, torej risa in volka. Slivenca kot simbolni, na eni strani nek
neka točka rekreacijske površine, na drugi strani pa tudi simbol tistega, kar je v Notranjskem parku prav tako pomembno, kot je sama narava. In to je nek nesnovni kulturno-dediščinski moment. Mi smo Notranjski park podpisujemo z enim pozicijskim sloganom, ki se glasi Notranjski park, mistična dežela Cerkniškega jezera. Namreč tu je mitologija tako močna, to je tako polno zgodb, ki so povezane z, lahko rečem, kar pradavnimi verovanji ljudi, ki jih je mogoče na najlepši način opisal Valvazor, ali pa najbolj jih je strnil, ali pa prvi jih je strnil Valvazor. In to sta dva ključna momenta znotraj parka. Na eni strani izjemna biodiverziteta, izjemna pestrost vrst in na drugi strani ta človeški, kulturno-dediščinski moment, ki je prav tako močan, se ga pa v sistemu težje ovrednoti. Se pravi, na naravi imamo mi Naturo 2000, imamo vrste, imamo ogrožene vrste, zavarovane vrste, vrste na rdečem seznamu, IUCN-ove sezname, na drugi strani pa ta kulturno-dediščinski moment ni možno na tak način ovrednoti. Je pa prav tako izjemno močan in moram reči, da ne gre samo za ta moment ni močan samo znotraj parka, ampak se pravzaprav nam tu vleče, a veste, od Loške doline, ne? Ker nevihte so na Snežniku nastajale tudi, ne? Tam so tako pa hudiče polhe paso pa tako naprej, ne? Glih to tam kot tle. In na drugi strani seveda ta povezljivost tega toka Ljubljance do same Vrhnike, kjer, kot smo že zadnjič na Vrhniki rekli, recimo je fajn zgodba o tem zmaju Lindvernu, ne? Se pravi, ta mistični moment je zelo prisoten. Jaz ne bi več kot toliko govoril, no? Razen če je kako vprašanje. Od tukaj naprej, to je vas žerovnica oziroma po domače žerunca. Od tukaj naprej gremo res na samo Cerkniško jezero, do centra za obiskovalce. Tako da mogoče več besed po vsebinski plati tudi tam na samem jezeru, no. Vode ni. Zadnji dve leti sta res ekstremni v vseh pogledih. Lansko leto izjemna suša, pravzaprav neopisljiva suša, letos pa v času avgusta v bistvu vodostaji, ki so bolj značilni za marec ali pa april. Tako da se tudi Cerkniško jezero samo, ne, v bistvu sooča z izzivom prihodnosti in to so te vodni ekstremi, vremenski ekstremi, ki lahko rečemo ogrožajo ekosistem kot celoto. Oprosti. Skoraj vsi smo. Ne, vsi smo mi, nismo vsi. Ok, zavarovalna kompanija, Cerkniško jezero, srce zavarovanega območja, tako kot sem že prej omenil. Vode je, kolikor jo je, saj vidi kot 2 metra premalo, bi lahko rekli. Ja, zdaj veslati bi se že dalo, no, tako da je zadost za nas. Ampak je manj vode, ne, kolikor bi jo pravzaprav glede na letni čas moralo biti, ne, je bilo pa avgusta zato tokrat, se pravi, vse je nekaj izmešano. Porečje Ljubljance, ne, mi, ko smo z Loške doline šli, tam, ko smo bili par Ars Vivi, tam pravzaprav na robu tistega gozdička, vsa tista voda, ki v Loški dolini se zbira, se pravi oba obrha, pa še številni mali potočki zraven, tam na robu tistega gozdička, tam pri tisti vasici, vse skupaj ponikne v jamo Golobina in preteče na oni strani Cerkniškega jezera spet ven skozi številne izvire. Na Cerkniškem jezeru voda, ki ponika vertikalno skozi požiralnike, teče direktno v izvire na robu Ljubljanskega barja, direktno. Voda, ki horizontalno ponika v Jamskem zalivu, se pravi na tej strani jezera skozi Veliko Karlovco, Malo Karlovco, kanal Nove Karlovce, umetni rov, pa teče potem v Rakovškocen in naprej na Planinsko polje. Kar boste vi videli, ko boste šli v Planinski jami, tam vsa ta masa vode potem spet ven preteče. Se pravi en tak res nor sistem. Vič Parmblek, Tour Service agencija, z njimi smo mi kot park, lahko rečem, da kar uspeli nekatere stvari premakniti naprej tukaj. Moži so zagrabili posel resno, tako da končno imamo mi na Cerkniškem jezeru, lahko rečemo, en zelo suveren in zanimiv produkt. O tem bo pa več Vid povedal. Izvoli, Vid.
Okay. Najprej lep pozdrav, jaz sem Vid, kot je že Matevž povedal, iz agencije Tour Service, oziroma zdaj malo smo tudi preimenovali Canoe Safari, je ta del agencije, ki se je bolj usmeril v notranjsko oziroma notranjska.com. Imamo eno spletno stran, kjer povezujemo v bistvu vse namestitve, vse aktivnosti notranjske. Se pravi, če vas bo kaj zanimalo, kaj takega, lahko imam tukaj kontakte na teh listah, se boste lahko pol tudi prebrali. Notranjska.com je en tak naš prvi stik s publiko oziroma s turiste, ki pridejo sem. Notranjska.com, drugače pa tukaj fizično smo pa kot Canoe Safari. Se točno na tej lokaciji oddajamo kanuje. Zdaj smo jih žal pospravili, ker je voda šla, ampak se je zdaj spet vrnila. Tako da najdete nas na tej lokaciji, kadar je voda pa kadar je vreme. Drugače na spletne strani ali pa na socialnih omrežjih tudi objavljamo, da so ljudje obveščeni, kdaj je tu možnost. Imamo pa dva različna produkta oziroma dve različne smeri. Eno je rent kanuja, se pravi najem kanuja. Tu pridejo stranke same, vzamejo kanu, kolikor časa želijo, ostanejo na vodi, plača se na koncu. Se pravi, tu gredo same, dobijo tudi zemljevid, dobijo rešilne jopiče in dobijo vrečke, vodotesne za telefone, denarnice in ključe. Tako da potem se ljudje lahko sami raziskujejo jezero. Drugi produkt je pa Canoe Safari, so pa različne izlete. Imamo 2-urne izlete in pa 5-urne izlete Canoe Safari. 2-urne izlete, najbolj popularen oziroma najbolj obiskan je bil se z dneva s tematskimi vikende prek Notranjskega parka. Ta osnovni izlet, izlet nad požiralniki, se pravi vse vesla nad požiralniki, rešetov, tukaj se nahajajo direkt pred vami in pa potem se gre pod mostom in pa še do požiralnikov v zalivu vodonos. Zelo podoben sistem. Tako da ta je bil najbolj popularen, drugače pa smo vključevali še druge stvari, da je bil pač malo razširjena ponudba. Izlet z ornitologom, izlet s pripovedovalcem zgodbo o nastanku Cerkniškega jezera, ta je bil tak družinski zanimiv izlet, in pa izlet s vključitvijo čebelarja, tamle pri otoku Gorica, gost v ozadju. Tam je en tak zelo zanimiv čebeljak in pa čebelarska učna pot, tako da smo pol tudi turiste pelali, da so imeli predstavitev, čebelar je naredil predstavitev in pa degustacijo medu, 3 različnih vrst medu, ki ga proizvajajo. 5-urni izlet, 2 izleta imamo, takrat, kadar je možno. Zelo lep izlet iz gornjega dela jezera, veslamo po struge Stržena. Ta izlet je možen v določenem delu leta, zato ker ko je zaprt tisti del zaradi gnezdenja ptic, pač kaj ne gremo, ker spoštujemo, da je zapora. Tako da, ko pa zapore ni, ko ni gnezdenja ptic, gremo tudi mi s kanuje in je tu zelo lep izlet iz gornjega jezera. Ali pa izlet od tukaj do Janskega zaliva, to je pa približno 1 uro pa pol veslanja proti jugo-zahodu, tam, kjer sta Mala in pa Velika Karlovca, kjer voda ponikne in nadaljuje svojo pot v Rakovškocjan. To je, kar se tiče izletu po Cerkniškem jezeru, drugače pa smo mi tudi že par let nazaj probavali oziroma začeli tu povezovanje Ljubljanice, tako da smo uvedli tudi izlet po reki Unici, 2-urni izlet, ki vključuje tudi planinsko jamo, se pravi prvi gre do gosti v planinsko jamo, 1-urni izlet, pa še 2 ur s kanujem po reki Unice. Tretji izlet smo pa začeli tudi reko Ljubljanico, zdaj sicer samo iz Vrhnike smo vozili, tu je 6-urni, kar zelo dolg izlet, ampak imamo naprej še plan, kakšne krajše izlete po Ljubljanici, dodati 2-urne, recimo 3-urne izlete po reki Ljubljanice. Ampak bolj se osredotočimo na jezero, zato ker kadar je voda, smo najrajši tukaj, tukaj smo doma, tukaj imamo vse znanje, tako da smo najrajši tukaj, ko pa je jezero prazno, smo se mogli usmeriti tudi drugam, zato ker recimo zdaj zaenkrat oddajamo 8 let kanuje in niti ena sezona še ni bila ista. Lani je bilo jezero prazno od konca maja do konca septembra. Celo poletje, takrat, ko delamo, je bilo jezero čisto prazno. Zato smo tudi prišli z novim produktom ven za prazno jezero, to je pa sprehod po Luni, ker v bistvu, ko je jezero prazno, tlele zdaj glih nam je ga zalilo, ampak ko je jezero prazno, so tukaj 10 metrov globoke jame, požiralne jame, direkt tlele, takoj pred nami. In je v bistvu res, kot bi prišel na Luno. Take kraterje velike in potem gremo po tistih luknjah, imamo v luknje pogled, potem še v eno jamo, ki je na južni strani jezera jama Suhadolica oziroma domačini rečemo Skadulca. Tako da tudi ta je zelo zanimiv izlet. Povezvali smo se tudi še z drugimi partnerji, Renda Green so ene, ki oddajajo kolesa, tako da imamo tudi izlet zelo primeren za otroke, predvsem za šolske skupine, kolo plus kanu. 1 uro kolesa, 1 uro kanuja, vidijo jezero v bistvu iz
vode in pa tudi izkopnega. Tu je več ali manj tu, kar imamo naših produktov. Če vas morda še kaj zanimalo, kako kaj odgovorim. Drugač, sezona je najbolj primerna od marca do junija oziroma julija, do kadar je voda. Je pa, kot sem rekel, na vsako leto drugače. Letos, recimo, ko so bile te hude poplave, v avgustu je prišlo polno vode in smo oddajali cel avgust in september kanuje in vozili izlete. Zelo smo zadovoljni z Notranjskim parkom sodelovanja. Te tematske vikende so bile letos zelo obiskane, zelo popularne. Vsak vikend, sobota in nedelja možnost izleta s kanujem dvournega. Se pravi, tu je vodnik zraven, vključen v ceno, najem kanuja, vse tisto, kar zraven pripada. Tako da v bistvu iz cele Slovenije so se zelo udeleževali in vse izlete so bile polne, nismo nič odpovedovali. Smo zelo zadovoljni sodelovanja s parkom. Tako da zdaj, če imate še kakšno vprašanje morda o jezeru ali pa drugačen so turistični vodnik, prek Zelenega krasa sem naredil licenco, tako da če vas karkoli še zanima, lahko vprašate. Drugače imam pa tlene letake še, kanusafari, notranjska.com, če vas bo zanimalo, imamo tudi angleško verzijo, zato ker smo tu lahko še povem, ajde, če imamo še toliko časa. V sodelovanju s lovskimi društvi, tle okoliškimi, smo zdaj v zadnjem letih ponujali tudi oglede medvedov, to je pa predvsem zanimivo za tujce, Avstrijce, Nemce, Italijane. Pridejo z veseljem in v bistvu tu greš na opazovalnico, 3 ure si na opazovalnici in potem ali ga vidiš ali ga ne vidiš. To je v bistvu potlej malo tudi od sreče odvisno, da ni tukaj v živalskem vrtu, ga ziher vidiš, ampak tle ga vidiš v naravnem habitatu in je v bistvu medved čist prosto se sprehaja. Je pa vse zelo varno, v bistvu lovci organizirajo za nas te izlete. Ja, imamo kakšno vprašanje mogoče? Koliko debel pozim zmrzne, koliko debel je let pozim? Let pride zelo debel. Je pa tudi jezero tako, recimo tlele so požiralne jame, je morda malo nevarno zadrsati. Mi pravimo, domačine tako rečemo, počakamo, da prijejo turisti, če se noben ne odre, pol gremo še mi drsati. Drugač pa tam naprej, ker se gre proti Martinjaku, pa tam se jezero razlije po nivah in je let, v bistvu je voda tukaj visoka, tako da tudi če se odreš ni nič nevarno, tam je najbolj zadrsati. Kulinariko, ampak ko si pa na destinaciji, pa mora nekdo ponuditi doživetja. In taki tur operatorji si tisti, ki lahko poženejo destinacijo naprej in jo postavijo na zemljevid. In ukolikor zraven tukaj še stopi na Notranjski regijski park, vključ tega ponudnika svojih doživetij, oba dva pridobita, na zemljevidu pa narišeta destinacijo, ki je zelena, ki je trajnostna, ki je butična. Ko pa seveda naravni pogoji ne omogočajo, da se tur operator v bistvu udejstvuje pa ponuja storitve, pa jih bo lahko poiskal v prihodnosti v širšem porečju Ljubljanice. In nič neobičajnega ni, da je edina stalnica pri tur operatorjih sprememba. Torej, če na Cerkniškem jezeru svojega produkta ne morem prodati, ga bom prodal pa na Vrhniki na izlivu. Skratka, dopolnjevati se moramo, med sabo moramo sodelovati, da dobimo te svetilnike v porečju Ljubljanice in na ta način naredimo zgodbo. Zgodbo naredijo ljudje, ko jo naredijo ljudje, se lokalna skupnost vključi v te produkte, jih podpre in takrat v bistvu lahko delamo destinacijo, ki je zelena, ki je trajnostna in se bo v prihodnje narisala na evropskem zemljevidu zadnje evropske divjine. Tega poklica in je prav doživeti pa prav priporočati. Če pridete bistro 22. marca, ki je vsako leto praznik, voda slavimo na ta način od skladno svojemu vabljeni. Imate kakšne lučke? Moj prijatelj, danes sva zmenjena na kaj. Imate kakšne lučke ali kratka? Kako ste? Odlično. Ja, evo. O hotelu Moje ime je Anže, dobrodošli tukaj pri nas. Zdaj, je kdo danes prvič tukaj? Ste vsi tukaj prvič? Ja. No, ena zelo lepa jama, mi bomo tukaj samo do vhoda. Postojnsko jamo verjamem, da poznate vsi. Reko Pivka, ko vstopa v Postojnsko jamo tudi. To je ista reka, samo pod drugim imenom.
V tej jami imamo največjo sotočje podzemno v Evropi, reka Rak, skalce jame iz Rakova Škocjana pride sem, se pravi posledično voda iz Cerkniškega jezera prihaja sem dol, iz Javornikov prihaja voda pa iz Postojnske jame. Tako da tukaj je vode zelo veliko, tudi v nekih sušnih mesecih je tukaj vode ogromno. Lani, če se spomnite, je bila suša na Primorskem, tukaj so vodo črpali in jo vozili dol. Voda v jami ni usahnila, tudi na polju ne, jama je bogata z vodo. Zdaj imamo dva rokava, Rakov Pivški. Rakov rokav je malo mlajši in so kamni dosti spičasti noter, tako da tam nimamo ta dolgih tur. Po jami Pivški rokav je dosti lep, se gre do konca, dobre 3 km globoko v jamo. Tura traja dobrih 6 tur. To so ta dolge ture, se pravi s čolni, omeji se tam na dobrih 15 ljudi. Zelo zanimiva stvar zdaj v jamo, seveda, če se ne bojite vode. Zdaj je voda previsoka, tako da ne hodimo v jamo, vodostaj mora biti dosti nizek. Tukaj gremo na zihar, prav, da ne ogrožamo svojih in drugih življenj. Zdaj jama je bila včasih daljša, dobre 3 milijone let tukaj, prav dobrih 300 metrov daljša, tukaj se je strop podaril. Zdaj ves ta material je odplaval na planinsko polje, naprej močilnik na vrhniku, lahko tudi sred Ljubljane ta kamen, ki je včasih bil del planinske jame. Zdaj, mi kot društvo... Prosim? Ne. Mislim, da ne, no. Zdaj nazadnje, ki je bil potres, par let nazaj, ki je bil na Hrvaškem, vsi smo ga čutili tudi mi po Sloveniji, se v jami ni dosti zgodilo, ker je v bistvu jame, saj vodne jame so grajene v obokih, sprejemajo tiste vibracije, tako da se nič ne trese po jamah. Tako da če bo še kdaj kakšen potres, najte prvo jamo, pa se noter skriti. To vam jaz priporočam, mi smo bili tukaj, sam bobni noter. Počel pa zdajle, pa bomo šli noter. Zdaj tale kanal, ki teče tukaj le voda mimo, teče v tole belo zgradbo, to je bil včasih mlin. Zdaj mlin ne obratuje več, par let nazaj so noter postavili generatorje, tako da zdaj tukaj je elektrarna, ki pa trenutno ne obratuje. Previsoki stroški so za obratovanje, mogoče jim bo pa ratalo enkrat tudi sposobiti, pa bomo imeli tukaj svojo elektriko. Bog ve, kdaj moče že jaz v penziji takrat. A zdaj mi kot društvo, nas je vse skupaj 10. Smo ena zelo mehna ekipa, na leto noter v jamo pripeljemo malo več kot 1000 ljudi, ta kratke ture, ta daljše malo manj, ker so obiski dosti manjši. Ta kratka tura, uro pa pol, ta dolge pa 6+. Odvisen, katerega vodiča dobite. Borut je najstarejši, tudi 10 ur. Morate biti pripravljeni, ne? Tako da morate imeti kaj za sabo za jesti, ne? Vse obleke pa tudi dobite pa pri nas. Tudi lučke imamo, tako da čelade, da vas nima kaj biti strah. Imamo nove čovne, za straha za padjeti v vodu.
tukaj v tem prostoru počne. Potem se nam bo pridružila vodička Tehničnega muzeja Slovenije in tudi na kratko predstavila biser kulturne dediščine na enem izmed izvirov Ljubljance. V nadaljevanju se bomo pa sprehodili čez tole parkirišče in šli v gostišče Bistra, kjer boste videli, kaj to pomeni okusna kulinarična izkušnja družinskega podjetja Bajc. Izvolite. Hvala lepa, lepo pozdravljeni v Bistri in lepo pozdravljeni tudi v občini Vrhnika, ki je v zadnjih letih postala zelo intenzivno območje, ki ga obiskujejo družine iz cele Slovenije. Kaj so mi zgodili? Kar nekaj zelo dobrega sodelovanja, kar nekaj zelo zanimivih projektov, ki so tako ali drugače, ki so tako ali drugače od ideje prišli tudi do realizacije. In tukaj zraven sva seveda tudi midva z Nino, mojo soprogo, ki so ustanovitelja Zavoda Škrateljc. In mi se ukvarjamo z razvojem družinskega turizma po celi Sloveniji. Na nek način sva iskala neke ideje, kako lokalno, naravno in kulturno dediščino prezentirati na inovativen način. Na takšen način, da bo to zanimivo za družine. Se pravi, za družine to ne pomeni, da so to produkti, ki so namenjeni samo otrokom, ampak družina, da se zabava cela družina, da se nauči cela družina nečesa, da tisto lokalno dediščino in naravo tudi na poseben način izkusi. In tako se je rodila ideja o pravlično-doživljajskih poteh. Prvo smo naredili leta 2017 na Krvavcu, pot pastirskih škratov na Krvavcu. Potem pa naslednjo leto dve, Polhov doživljajski park v Polhovem Gradcu in pot močvirskih škratov na Mali plac na Vrhniki. Mi da so tudi domačina z Vrhnike, tako da zato se je na Vrhniki tudi še kar nekaj dogajalo. In predvsem nama je všeč, kako lahko pravzaprav pripeljemo ljudi v neke kraje, kamor sicer recimo da tako, če nežno povem, težko zašli sicer, no? Recimo neke Pevke na Ljubljanskem barju ali pa, ne vem, Komec pri Domžalah in tako naprej. Stvari so se razvijale počasi in zanesljivo, tako da danes imamo v Sloveniji 10 poti, ki sestavljajo pravlično doživljajsko transverzalo po Sloveniji. In nastajajo nove, konec leta bo odprta 11. pravličnih 11 v slovenski Istri, v Kubedu, zgodba o istrskih velikanih, taka še kar atraktivna zadeva. No, ampak če vam na kratko razložim, kako vse skupaj to deluje. Naši produkti družinskega turizma so narejeni tako, da vedno temeljijo na zgodbah, ki jih napišemo, ustvarimo na novo, ki pa so rezultat pravzaprav povezovanja različnih identitetnih elementov tistega lokalnega okolja. Vrhunke, zelo lepo vas je videti, tukaj v takšnem številu v Tehničnem muzeju. Verjetno ste že vsi bili kdaj v Tehničnem muzeju, je tako? Ok, a je kdo mogoče prvič v Tehničnem muzeju? Ne? Ok, super. Odlično, to je zelo lepo videti.
Pa da vas malo vprašam, ko slišite tehniški muzej Slovenije, kaj je prva zadeva, ki se nekako, kaj vam pade na pamet? Titovi avtomobili so kle. Titovi avtomobili, okej. Zdaj, glede na to, da ste že bili v muzeju, kaj imamo še tukaj v muzeju? Vsi se spomnijo na Titove avtomobile, ampak... Žage, potem lepilence, živali, vodane. Okej, Vodni pogoni. Vodni pogon, tako ja. Kmetijstvo, gepel, bordirnica. Tako je, ja. V glavnem ni, da ni. Ampak... Pa 100 biciklov, ja, verjetno 101, tako. Ampak vsi nekako vejo v Tehniškem muzeju za Titove avtomobile, ampak v bistvu na vseeno gre za Tehniški muzej Slovenije, ne. Je že bistveno več kot samo Titovi avtomobili. Pa tudi ne nazadnje kartuzijanski samostan, ne. Tukaj so kartuzijani že v 13. stoletju prišli, so se ustalili, imeli svoje prostore, nato pa v 18. stoletju nastane graščina in danes pa tukaj že Tehniški muzej Slovenije, že od leta 1951. Tako da v bistvu to je en tak kratek uvodni pozdrav iz moje strani. Hvala za obisk, pa lep dan še naprej želim. Hvala. Lušna družba, sami poznani, super. 51 nas je, oziroma 48. Se kaj namočili? Ne, uspešno se izogibamo dežju. No, pa imate ful srečo danes. Jaz sem počasi kar naprej povabila, noter so vam pripravili majčken degustacije, ali kakorkoli bi se tem rekli, malo kratkih, tako da naša mami naredi kakšen dober jegerček včasih, pa kakšne bolničke, pa tudi majčken imamo suhih mesnin iz Horjula, torej Šentjošta, pa en kozji sirček je, tudi Šentjošta, oziroma tam blizu od Jurčka. Pa malo lička, ne, da smo malo pod hlebom, spekali smo eno dobro ocvirkovco, upam, da vam bo všeč. Tako da to je to. Tako da vas bom kar povabila naprej, no. Pa kar se vam. Zdaj lahko kar začnete jesti, lahko pa gledate. Midva z Andrejem Bovarčem. Boste polke? Ja, zase pri... vam boste polke povedali o tem, kako ste vi to videli. Ja. Da stara kofa. Stopite prosto malo bližje. Še eno dokaj. Ja, ampak glej, tukaj imaš ta portal, pa imaš pa še stebr, ja, stebr je bil še gor. Zdaj tlele stojimo pod zadnjim in rušničnim se ostankom nekdaj slavnega borovničkega viadukta. Tole je 21. stebr. Zdaj, zakaj so pravzaprav borovniški viadukt sploh gradili, ne? Gradili so ga zato, ker so gradili progo Dunaj-Trst. Prvo gorsko progo v Evropi, oziroma prvo daljšo gorsko progo v Evropi in prvo progo, ki je povezala srednjo Evropo s Sredozemljem, Dunaj s Trstom. Gradnja te proge je bila zelo zahtevna, že tam bom rekel od Glirnica pri Dunaju naprej, ker se je morala proga uspeti čez Gorovje Semering na višino več kot 900 metrov, se potem spustiti, bom rekel, v dolino Mirca in Mure, prideti do Graca in tako naprej. Zakaj je sploh proga šla čez Semering? Zakaj se mu ni izognila? Saj takrat je bila Avstro-Ogrska, lahko bi tudi pelali naokoli, malo čez ob meji z Madžarsko, pa čez Madžarsko. Je leta 1948, kot veste, bom rekel, izbruhnila pomlad narodov, na Dunaju je izbruhnila revolucija, zahtevali so eni ustavno monarhijo,
drugi, bom rekel, republiko. Madžari so pa sploh pod Lajosem Košutom hoteli imeti, bom rekel, neodvisno republiko in se odcepiti od Avstrijskega kraljestva. Zaradi cesarska vojska je potem s pomočjo ruske intervencije, ruski car je poslal 200 000 glavo armijo, je leta 849 zatrla, ostaja na Madžarskem, vendar je Madžarska veljala za sovražno nezanesljivo ozemlje. Drugi razlog je bil, da je bil cesarjev stari stric Nadvojvoda Janez zelo vpliven in tudi zelo razgledan in človek, ki se je zavedal pomena železnice za razvoj. On je bil, bom rekel, siva eminenca na Štajerskem in je na vsak način hotel, da gre proga čez Štajersko. No, proga je potem prišla do Gradca, pa potem do Celja, pa do Ljubljane. Naprej pa ni bilo več jasno točno kako. Bilo je več variant. Prva varianta je, da šla kar gor mimo Ljubljane, direktno Medvode, pa na Škofjo Loko, pa potem po Poljanski dolini, pa skozi nekaj tunele in prišla v dolino Idrice in pri mostu na Soči oziroma Santa Luciji, potem naprej proti Trstu. Druga varianta je bila, da bi šla nekje, bom rekel, proti Krasu. Za to kraško progo je močno lobiral nekdo, ki je bil zelo zaslužen, da je cesar Franc Jožef sploh postal cesar. To je bil grof Auersperg, ki je imel na Notranjskem velike gozdove in seveda v njegovem interesu je, da gre železnica tle čez. Ljubljanski meščani so zbrali veliko denarja, da so prepričali projektante oziroma cesarsko oblast, da bi šla proga v vsakem primeru skozi Ljubljano. Ne vem, 6000 goldinarjev se mi zdi takrat. No in proga je potem prišla v Ljubljano, Ljubljana je za časa gradnje proge zelo prosperirala, ampak kako pa potem naprej od Ljubljane? Zdaj, najkrajša varianta bi bila čez Lesno Brdo, pa potem pod Lipo, pa Smreče, pa gor na Logatec. Proti te varianti so zelo močno lobirali furmani, ker bi seveda so vedeli, da jim bo železnica vzela kruh. Neka bajka je, da je proga ni šla tam čez zaradi tega, ker so se furmani tako uprli. Ampak meni verjemte, ker se cesarska oblast odločila, da proga gre tam čez, ne bi bilo možnosti, bom rekel, da ne bi šla. Pa je bila še ena varianta, da bi šla proga ob robu Barja na Škofeljco, na Pijevo Gorico, pa potem, bom rekel, na Ig, pa tako naokoli, ampak ta je bila predolga. Potem so se pa odločili za traso, ki je bila največja neznanka. To je Ljubljana, Brezovca, Notranje Gorice, Preserje in potem se je začela v Preserjah proga vzpenjati, da je, bom rekel, tukaj na Borovnici že prišla na nivo okoli 40 metrov nad Borovniško dolino, jo tle čez s tem velikim viaduktom prečila in potem nadaljevala gor proti Bergu in naprej. Zakaj je bilo treba doseči to višino? Zato, da ne bi bil naklon proge prestrm. Takrat so domnevali, da je lahko lokomotiva 1,2 promila, oziroma 12 promilov, 1,2% strm klanc za svojo adherizacijsko težo. Drug razlog, zakaj je šla proga potem kvečiti z Borovnico, kaj je v tehničnem smislu zelo prepričljiv, je seveda, kaj rabijo parne lokomotive. Rabijo premog ali pa les in vodo. Bravo, vodo. Tle je ta povezava med vodo in železnico. In tam v zakotku zadnji so najdeli vir, zadostni vir vode, ki tudi poletne presahne. In to je bil, bom rekel, eden od razlogov, da so potem tlele v Borovnici, da je šla proga čez Borovnico in da so tam na postaji zgoraj imeli potem tudi kurilnico in doprežno postajo,
ker tle je bilo treba priklopiti dodatne lokomotive, da se je proga vlekla gor. Zdaj, kompletno traso proge je projektiral Karel Gega. To je bil, bom rekel, potomec albanskih emigrantov iz zelo pomembnega severnoalbanskega plemena Gega, ki so prišli že tam v 16. stoletju, v 15. stoletju so bežali pred Turki v Benetke. On je bil matematični genij, v 17 letih imel doktorat iz matematike, potem se je pa lotil gradnje alpskih cest. Kasneje so ga poslali na šolanje v Anglijo in v Ameriko, da je postal, bom rekel, vodilni strokovnjak za železniške proge v Avstriji. On je kompletno traso od Dunaja do Trsta prehodil, ne, in seveda za razliko od današnjih projektantov, ki projektirajo samo, bom rekel, z nekimi matematičnimi modeli in spletnimi podlagami, so se ti inženirji, ki so hodili tlele, tudi z vsemi ljudmi pogovorili, ne, kje so kakšni potoki vdirajo, kje so kakšni plazovi. Zato, če zdaj gledate, ne, posod je poplavil, smo imeli poplave, nikjer ni poplavil nivoja južne železnice. No, ampak zdaj tlele smo pred 2 leti stvorili tematski park in spominsko podvorniški viadukt, ki smo to sredstvo vlak. Lahko se zdaj tlele pogledate, v osnovi je šlo za viadukt na 2 nivojih. 22 stebrov na spodnjem nivoju, 24 stebrov na zgornjem nivoju. Vse je grajeno pravzaprav na isti princip kot rimski akvadukti. Brez uporabe cementa, brez uporabe armatur, železja, kakršnikoli, samo, bom rekel, na napezno silo in fosilno silo ob boku. Viadukt je bil dolg 568 metrov, visok 38 metrov, za njega so porabili okoli 31-32 tisoč kubičnih metrov kamna, večinoma iz kamnoloma v Podpeči, manjši del pa tudi iz kamnoloma v Zabočevem in 5 milijonov konus opek, ki so jih naredili v cegelnici, prav v pekarni, ki je tam zadnje na mahu stoji v borovnici.